Dober večer. Zgodovina in interpretacija historične situacije v tokratni oddaji. Pogovarjali se bomo z Aleksandro Berberich-Slana, direktorico Mariborskega muzeja narodne osvoboditve. Po Heglu je bistvo časa preteklost. Maribor je bil med drugo svetovno vojno med najbolj bombardiranimi mesti. Poglejmo na dan 12. aprila leta 1945. To je datum 29. napada na mesto, v katerih je umrlo 483 ljudi in ki so jih izvedla zavezniška letala z namenom ohromiti okupatorjeve urade in uničiti gospodarske objekte, ki so bili v nemških rokah. Tega aprilskega dne je na Maribor padlo 1220 bomb. Njihov cilj je bil železniški most, ki je ostal cel. Stanovali smo v Tirševi ulici in smo imeli klet, to ni bilo zaklonišče, ampak klet, ne. Hodili smo spat, oblečeni, obuti, vse, in kak je bil alarm, smo dirkali v klet in potem je v banko, v Tirševo ulico, padla bomba in takrat smo mi bili zasuti, nobene se ni zgodilo nič, ampak to je bil prah, dim, smo jokali, molili. Vse to nismo se niti videli in to je bila neka strahota. Spominsko bombardiranje mesta je v četrtek izvedlo 12 športnih letal Mariborskega letalskega centra in odvrglo letake s podatki o bombardiranjih kot opomin na medvojne dogodke. Objekt spomina. Nacisti so Maribor izbrali za središče okupacijskega območja Spodnje Štajerske in zasedli gospodarske objekte z nalogo ponemčiti slovensko Štajersko. Delež nemških meščanov je bil velik, odselitve in deportacije v začetku vojne so ga še povečale, a mesto se je okupatorjevim poskusom silovito uprlo. Odporniško gibanje je bilo zelo močno. Organizirane kolaboracije z okupatorjem tukaj ni bilo. Po mnenju zgodovinarja Marjana Žnidariča je Maribor v obdobju nacistične okupacije in osvobodilnega boja doživel usodo, ki bi ji med slovenskimi mesti težko našli enako. Dobro večer, Aleksandra Berberich-Slana. Zavezniško bombardiranje Maribora je bil poskus ustvarjanja razmer za čim hitrejši poraz nacifašizma in njegove vojaške moči. Kako je zapisan 12. april leta 1945? Na ta dan je potekalo zadnje bombardiranje našega mesta, ki se je začelo že leta 1944 in sicer 7. januarja. V bistvu je bilo vzrokov za to bombardiranje, bi lahko rekli, več. In sicer je bila v Mariboru močno razvita industrija, vojaška industrija, ki jo je bilo potrebno uničiti. Prav tako so želeli uničiti mostove, čeprav glavnega mostu v teh bombardiranjih niso uspeli uničiti. Prav tako pa so seveda iz praktičnih razlogov tudi so odvrgli nad Mariborom bombe, ki so jim ostale na letalih po bombardiranju Južne Nemčije in pa Avstrije, ko so se zavezniška letala vračala v Južno Italijo. Kakšna je bila podoba povojnega mesta? Podoba Maribora po vojni je bila kar precej žalostna. Porušenih je bilo 47% zgradb v Mariboru, kaj te bombe ne izbirajo. Porušile so tako te industrijske predele, pa tudi mesto kot tako, tudi dele, kjer je živelo civilno prebivalstvo. Tako da takoj po vojni bi rekli, da je bilo videti, kot da je mesto popolnoma mrtvo. Veliko vlogo takoj po vojni je odigralo prostovoljno delo. Mariborčani naj bi pri odstranjevanju ruševin opravili približno 250.000 ur prostovoljnega dela. V bistvu je Maribor res v par letih znova zaživel kot mesto, sicer ne več v takšni obliki, kot je bil pred drugo svetovno vojno. Seveda se je marsikaj v mestu spremenilo. Če bi pogledali slike oziroma fotografije izpred druge svetovne vojne, je mesto izgledalo popolnoma drugače. Vendar pa so res s prostovoljnim delom, kar je sicer nasplošno ena značilnost povojnega obdobja, Mariborčani to mesto spravili na noge, ga na nekatere načine tudi izboljšali, vendar pa vse zgodovinarjem bi lahko rekla, je še vedno žal za nekaterimi vedutami, ki jih lahko vidimo na starih fotografijah in jih ni več.
Maribor se je po pretenzijah nacistov po zasedbi postavil kot središče odpora zelo velike regije, severovzhodne. Kako se je to zgodilo? Ja, v bistvu je to prav gotovo bila že posledica številnih nacionalnih trenj na tem področju oziroma samem mestu tudi iz preteklosti. In dejstvo, da se je prav v Mariboru na slovenskem področju odvila prva uporniška akcija in to je bilo v Volkmerjevem prehodu, je prav gotovo pripomoglo k temu uporniškemu duhu našega mesta in k temu, da se je tu nekako, kot ste rekli, naredilo neko jedro upora na tem področju. Dejavno se vključujete v program Evropske kulturne prestolnice. Katere dogodke v prihajajočih mesecih bi posebej izpostavili? 16. junija na Muzejsko poletno noč bomo odprli razstavo Zlatorog, Skrivnosti lepote, torej v tovarni Zlatorog. To je del večjega projekta UF industrije, v kateri so se vsa partnerska mesta oziroma muzeji iz teh mest izbrali po eno tovarno, ki je izstopala po svoji kreativnosti. No, v Mariboru smo se odločili za tovarno Zlatorog. Potem novembra skupaj z Muzejem novejše zgodovine Celje v zgradbi nekdanje velike kavarne oziroma kazinoja odpiramo razstavo o meščanstvu na slovenskem Štajerskem med Prvo in Drugo svetovno vojno. In pa v muzeju, znotraj muzeja naše matične hiše bomo odprli še stalno razstavo oziroma zadnja dva dela stalne razstave. Eden je posvečen bojem za severno mejo in generalu Maistru, drugi pa Mariboru med obema vojnama, kar je posebej eno zanimivo obdobje razcveta našega mesta. Hvala lepa. Pogled na mesec italijanske umetnosti začenjamo na področju treh kultur – slovenske, italijanske in hrvaške, na meji med srednjeevropskim kontinentalnim telesom in sredozemskim kontekstom, v Istri, kjer se končuje Italija in začenja slovanski svet. Te zadnje postaje pred Benetkami se vselej drži besedna zveza nekje vmes. Poziv naj se obrnemo k včerajšnjemu dnevu pošilja strokovno predstavljena regionalna zgodovina Istre, koncizno zastavljena publikacija Istra skozi čas. Moram reči, da gre za en dosti modern pristop, tudi metodološki pristop k obdelavi oziroma k predstavitvi Istre, tako skozi seveda njeno dolgo zgodovino, kot tudi kulturo, kot pravzaprav identiteto tega prostora. Kot opora spomina, nekakšen objekt, ki misli v vidnem, reprezentacija s podobo, deluje serija 6 dokumentarnih oddaj na temo tega večkulturnega polja. Glavni poudarki so prav na tem soživetje skupaj med italijanskim in slovenskim prebivalstvom, te kontaktni coni, ta border zone, to obmejno območje, ker so skozi stoletja živeli skupaj Slovenci, Italijani in Hrvati na tem stiščišču. Istra kot območje več identitet. Prehajanje kultur je refren, ki Martini Frezzoti, ki jo kritiki postavljajo med najboljše pianistke svoje generacije, ni tuj. Izobražuje se na Moskovskem konzervatoriju Čajkovskega. Univerzalni jezik glasbe kot zastavljen in dobljen v nekaj taktih predstavlja prestolnici kulture. Ho appena appreso appunto che questo è il mese italiano qui a Maribor e sono orgogliosa di poter prendere parte e devo dire che è la prima volta che vengo a Maribor, pur essendo nativa di Udine, che è qua vicino, diciamo in Friuli. Državne in jezikovne meje prečimo. V času gospodarske krize so v oči bijoče predvsem vedno višje socialne meje, ki onemogočajo prehajanja tudi drugih pol. V Mariboru poteka konferenca Kulturnega združenja evropskih mest in regij Les Rencontres, ki premešča množico pomembnih topik, ocenja odmike in meri razdalje. Srečanje je ubrano na temo kultura v stiku z družbenimi mejami, referenti vanjo vstopajo po različnih poteh. Da lahko kulturne, nacionalne, jezikovne meje hitro postanejo tudi socialne, tudi politične, je poudaril Drago Jančar. Recimo v slovenskem primeru smo imeli v zgodovini pač
situacijo, da je bil to tudi socialna gradacija. Slovenci so bili v glavnem kmetje, nemško govoreči so bili trgovci, industrialci in tako naprej. In je ta konflikt jezikovni, nacionalni, je postajal tudi socialni, ki je vodil tudi v politični konflikt. Jaz mislim, da nam zadošča kultura, ne multikultura. Kulturen človek je odprt, razumevajoč, toleranten, je sposoben sprejeti tudi bretonsko identiteto ali katalonsko identiteto. In zato ne potrebuje multikulturnega stališča, zato potrebuje globoko kulturno in ustvarjalno stališče. Združenje Les Rencontres je bilo ustanovljeno leta 1994 z namenom združevanja predstavnikov lokalnih oblasti in njihovega sodelovanja pri oblikovanju evropskih kulturnih politik. Družbene konfiguracije so začasne. Kakšen je položaj Romov, družbeno marginalizirane manjšine? Urbane brazde odpirajo in reformulirajo romsko vprašanje, ki se je v Evropi ponovno pojavilo iz strahu pred nenadzorovanimi migracijami z vzhoda. Romi, klateški narod, katerega družine hitro naraščajo in se ga Evropa po večini otepa, so zapustili severozahodno Indijo v 10. stoletju. Selili so se, da bi zadostili pogojem, ki so jih oblikovali ne Romi ali pa zaradi ekonomskih in družinskih motivov. Podatki kažejo, da 3/4 od 8 milijonov v Evropi živečih Romov ni potovalo že stoletja. Les Roms au niveau européen en général sont mal connus ou méconnus depuis longtemps, alors pas depuis toujours, mais surtout depuis le début du 19e siècle. C'est-à-dire au moment où les États européens se sont organisés selon la logique nationale. À ce moment-là, chaque pays a défini une identité nationale avec une culture, une langue, enfin tout le patrimoine qui aujourd'hui nous semble naturel. Et à ce moment-là, les populations roms, tziganes semblaient poser problème puisqu'elles ne rentraient pas dans le cadre des définitions nationales. Martin Olivera poudarja, da mednarodne organizacije s statističnimi poročili gojijo in perpetuirajo podobo o množično marginalizirani populaciji pod okriljem boja proti diskriminaciji in izključevanju. Nikoli pa se pod vprašaj, poudarja, ne postavi same kategorije Romov, niti procesa identifikacije skupin, ki jih te raziskave preučujejo. Je ne sais pas si on peut parler d'une politique spécifique à l'égard des Roms ou plutôt de l'exploitation ponctuelle de certains événements qui font que une partie de la population française est sensible à cette thématique de l'envahissement par une population étrangère. Et il faut bien dire qu'effectivement ces derniers mois, en tout cas de manière assez spectaculaire depuis 2010, le gouvernement français a joué sur cette peur fantasmatique d'un envahissement par les misérables, pas seulement d'Europe, mais d'Afrique aussi, du monde entier qui viendraient ruiner la société et l'économie française. Predstavljanje romske družbe kot preprostega okolja ni ustrezno, pravi Williams, saj moramo napraviti epistemološki rez ob zavedanju, da romska družba, ki jo preučujemo, pripada tej družbi. Avtorja nastopata v novi tematski številki časopisa za kritiko znanosti, ki ne sledi šolskemu modelu, ampak na novo detektira in formulira probleme romske realnosti in skrite procese, ki jo ustvarjajo. Del zbornika je tudi pionirska študija o mariborskih Romih Mire Muršič. V sklopu urbanih brazd uspešno deluje skupina za romska in etnična vprašanja, ki se osredotoča na probleme mariborske skupnosti. Mariborski Romi so se preselili iz Kosovske Peči in Kosovske Mitrovice, pri čemer so bolj asimilirani tisti, ki so se priselili iz Peči. Gre torej za dve skupini, ki delujeta ločeno in imate seveda posledično težave z ohranjanjem svojega jezika. To pomeni, da tisti, ki so priseljeni iz Mitrovice, so bolje ohranili jezik, medtem ko tisti, ki so prišli iz Peči, nekoliko slabše. Problem Romov v sebi skriva kupico nekih tem, o katerih se ponavadi ne govori, ne misli se jih in ki v bistvu zadevajo večino, v kateri se nahajamo vsi, ne le Romi. Se pravi, gre za neko identificiranje oziroma
etniciziranje prebivalstva, ustvarjanje ločnic med prebivalstvom, namesto da bi iskali načine za tvorjenje solidarnosti. Festival Romano Čon poantira glasba in glasbene delavnice, med njimi tolkalska, namenjena otrokom in mladini. Ima mnogo dece što učim, vidiš dete. Sad sam vidio ovi bubnjari, ko je najtalentovane ovde. Ovde svi su talent. Ova mala devojčica me iznenadio. Ona zlupa to. Misel o Romih, vržena iz roga kocke, tako ponovno dobiva možnost suverenega posega. Pri čemer bi lahko rekli, da se ta diskurz z reformulacijo ključnih problemov dejansko križa z življenjem. Hvala za pozornost. Prihodnjič med drugim o Marburgih in mariborski srednjeveški judovski enklavi. Nasvidenje.